Pozdravljeni otroci! Kot ste ugotovili, bomo danes govorili o praznikih, ki se nam bližajo sedaj v decembru in ki jih že nestrpno pričakujemo. Zadnjič smo se pogovarjali že o teh praznikih. Povedali smo, da po zimi imamo 4 praznike. 3 praznike pa bomo sedaj bolj podrobno ogledali, ker se nam bližajo. Tistega 4., to je slovenski kulturni praznik, bomo pa v mesecu februarju podrobneje pogledali. Danes bomo pogledali Božič, ki ga bomo praznovali 25. decembra. To je v petek, ta teden. Drugi, samostojnosti in enotnosti, 26. decembra. In potem nas čaka še novo leto, ki je 1. in 2. januar. Prvi zimski praznik, o katerem bomo danes govorili, je Božič. Božič je 25. decembra in je to verski praznik. Ampak velja za enega najbolj priljubljenih praznikov vernih in nevernih ljudi. Verni ljudje poudarjajo njegovo versko vsebino. Drugi in obenem vsi skupaj ga pa častimo kot družinski praznik. Ponavadi za Božič se zberejo vsi člani družine in tudi sorodniki bližji, babice in dedki se dobijo na kosilu ali en večer prej na božični večerji in verniki mogoče tudi odidejo k polnočnici. Ponavadi je značilno, da za Božič postavimo novoletno jelko. Okrasimo jo z lučkami in ji dodamo okraske. Okrasimo tudi dom in zunanjost doma, dvorišče, z lučkami, da se vse sveti in blešči. Drugi zimski praznik pa je dan samostojnosti in enotnosti, ki nastopi 26. decembra. Ta praznik je pa državni praznik. Na ta dan obeležujemo razglasitev izidov plebiscita o samostojnosti 26. decembra leta 1990. Kot smo že govorili na Zoomu, sem vam povedala, da na ta dan so Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini. Skoraj vsi so odšli ta dan na volitve in obkrožili, da želijo Slovenijo kot svojo samostojno državo in ne kot članico Jugoslavije še takrat. No, in potem, ko se je to uresničilo, smo dobili naše državne simbole. In to je naša slovenska zastava. Barve so bela, modra, rdeča. In naslednji simbol, ki je tudi simbol naše države, je grb, ki je na zastavi in vam ga tukaj prilagam na veliko. In tretji simbol naše države je Zdravljica. To je naša himna, ki jo je napisal pesnik France Prešeren. In na ta dan jo tudi pojemo. In še zadnji, tretji praznik v mesecu decembru oziroma začetku januarja je novo leto. In novo leto, otroci, je pa svetovni praznik. To pomeni, da ga praznujejo prav po celem svetu. Ta dan je tudi dela prost dan, ki
ki obeležuje začetek novega koledarskega leta. Letos bomo iz leta 2020 vstopili 1. januarja v leto 2021. Ponavadi je tudi za novo leto značilno, da se zbere družina ali pa tudi prijatelji in se skupaj pričaka polnoč, ko si voščimo vse najboljše, vse lepo v novem letu, ki prihaja, in si želimo, da je novo leto še lepše od tistega, ki se poslavlja. Prav zagotovo si vsi želimo letos, da bo leto 2021 lepše za nas. Kaj ne, otroci? No, in značilno je tudi, da ob polnoči odpremo šampanjec in mogoče v večjih mestih stopimo na balkone, na okna, na ulice in si ogledamo tudi ognjemete.